Tako kot pri nas, je tudi v Združenih državah Amerike oblast razdeljena na zakonodajno, ki sprejema zakone, izvršilno, ki zakone izvaja, in sodno, ki razsoja. Razlikujemo pa se v tem, kdo je na čelu te oblasti. Izvršilno oblast v Sloveniji izvaja vlada, ki jo sestavljajo predsednik vlade in ministri. V ZDA pa je na čelu izvršilne oblasti predsednik države. To pomeni, da je on tisti, ki izvršuje vse zakone, lahko jih tudi predlaga ali pa na zakone vloži veto. To pomeni, da če se z nekim zakonom ne strinja, ga lahko zavrne. Tako kot predsednik v Sloveniji, tudi ameriški predsednik predstavlja vez z drugimi državami po svetu. Veliko potuje in se srečuje s predstavniki drugih držav, podpisuje mednarodne pogodbe in zavezništva. Slovenski predsednik ima svojo pisarno, v katero hodi v službo. Predsednik ZDA pa skupaj z družino živi in dela v Beli hiši. Tako kot slovenski predsednik, tudi ameriški poveljuje vojski. Vloga slovenskega in ameriškega predsednika je tako v marsičem podobna, glavna razlika pa je, da ameriški predsednik zakone lahko tudi predlaga in jih zavrača.